Ravnatelji osnovnih šol Loka in Dragatuš ter Črnomaljskega vrtca pa so v sklopu poročil svetnike seznanili z velikimi težavami, s katerimi se srečujejo zaradi prostorske stiske oziroma dotrajanosti šolskih in vrtčevskih stavb. Že več kot 30 let pa na slabe prostorske pogoje opozarja Črnomaljski zavod za izobraževanje in kulturo, ki domuje v kulturnem domu, ki je v lasti Ministrstva za kulturo. In to isto Ministrstvo za kulturo za to stavbo ne plačuje ničesar, to pomeni, vsi stroški so naši. Prostori v stavbi pa so neprimerni za izobraževanje odraslih, zato morajo drugje najemati prostore. In mi si zelo želimo, da bi se končno uresničilo, da se preselimo v prostore bivše policijske postaje v Črnomlju. So načrti, je podpora občine Črnomelj, ampak zdaj smo seveda tako kot ves čas doslej odvisni od sredstev oziroma od možnosti prijav na javne razpise. Teh pa ni, zato je Žagarjeva pozvala občinske svetnike, da sprejmejo odlok, da si javni zavodi, ki nas je ustanovila občina Črnomelj, med seboj ne plačujemo najemnine. Svetniki so se seznanili tudi z informacijo o varnostnih razmerah v občini, ki so bile po zagotovilih komandirja policijske postaje Črnomelj lani in prvih mesecih letošnjega leta zelo dobre. Prav tako imamo zelo ugodno prometno varnost, saj smo v lanskem letu beležili zmanjšano število prometnih nesreč in vseh ostalih področij, kar se tiče prometa. Hkrati smo pa tudi raziskali vsa hujša kazniva dejanja na območju policijske postaje Črnomelj oziroma občine Črnomelj. Tudi na področju nadzora državne meje je stanje varnosti ugodno. Na območju policijske postaje Črnomelj v lanskem letu 2015, pa tudi v začetku letošnjega leta nismo beležili ilegalnega prehoda. So pa lani zabeležili povečanje števila kršitev z področja javnega reda in miru, dodaja Korasa.